povelja. Mirno! Krasni! O, zdrav! Po dva, zameroj!
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami. Letos smo se že petič zbrali pri sveti maši za domovino ob spominu izgona zadnjega vojaka JLA iz naše takrat novo nastale države. Letos smo temu dodali še stoletnico spomina na 12. soško bitko in gledamo v prihodnost drugega leta, ko se bomo zahvaljevali za stoletnico konca Prve svetovne vojne. Podobno raznoliki, kot smo se zbrali danes tukaj pri tej sveti daritvi, se smemo in moramo Bogu zahvaljevati za vse dobro, kar v svojem življenju prejemamo. S svojo pestrostjo in raznolikostjo bogatimo drug drugega in si prinašamo tisto pravo trdnost, ki nam zagotavlja, da smemo in bomo živeli človeka vredno življenje. Da bo naša sveta maša in naše molitve Bogu všeč, iskreno premislimo in se pred Bogom pokesajmo za vse, kar smo dobrega opustili ali slabega storili. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. So spricht der Herr: Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen. Ihr sollt keine Witwe oder Waisen ausnützen. Wenn du sie ausnützt und sie klagt, werde ich auf ihren Klageschrei hören. Mein Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, sodass eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Waisen werden. Fratelli e sorelle, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene e voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acacia. Mirno! Čas, zdrav! Gospod s vami. Iz svetega Evangelija po Mateju.
Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus saduceje prisilil k molku in so se zbrali na enem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem: Učitelj, katera je največja zapoved v postavi? In Jezus mu je rekel: Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. To je Kristusov evangelij. Predragi bratje in sestre, lep pozdrav vsem v svetišču Kraljice Svetogorske. Najprej vsem bratom mašnikom, gvardijanu in rektorju svetišča, patru Simonu Petru, predstavniku Slovenske vojske, brigadirju Bojanu Pograjcu in vsem ostalim predstavnikom vojske, predstavniku vojaškega vikarijata Milanu Preglju, predsedniku Združenja veteranov gospodu Srečku Lisjaku, vsem navzočim zvezam veteranov za vojne za Slovenijo in pripadnikom vseh drugih združenj, vsem predstavnikom policije, vsem predstavnikom viteškega reda svetega Jurija Evropske unije, reda hiše Habsburg Lotarinške. Schöne Grüße an den Herrn Prokurator des Ritterordens, Baron Vinzenz Stimpel-Abele, und an den Kanzler des Ritterordens, den Herrn Dr. Helmut Ginter. Herzlich willkommen bei uns in der Wallfahrtskirche auf dem Heiligen Berg in der Gorica-Region. Un saluto cordiale ai nostri amici, rappresentanti dall'Italia, nostri cari ospiti alpini coraggiosi dalla città di Butrio, dalla provincia di Udine, ci siamo già visti parecchie volte, nota per i famosi vini dei loro colli. Vi saluto anche voi con le parole del psalmista: benedetti voi che venite nel nome del Signore. Lep pozdrav tudi vsem predstavnikom prostovoljnih gasilcev z Dornberga in morda še od kje in vsem vam, dragi brati in sestre, ki ste se zbrali v tej naši sveti maši za domovino. Prisrčno pozdravljeni v hiši Kraljice Svetogorske, ki je hkrati tudi hiša Gospoda nad vojskami. Pozdravljam vas ob 26. obletnici suverenosti Republike Slovenije in ob 100-letnici 12. in zadnje soške bitke, ki je dobila ime Čudež pri Kobaridu. In pozdravljam vas na vigilijo žegnajske nedelje, kako rečemo, ko se spominjamo posvetitve naših cerkva in svetišč in si kličemo v spomin, da smo tudi mi ljudje Božja svetišča in templji Svetega Duha. In prav v zvezi s takšnimi obletnicami, kot smo jih omenili, se mi zdi primerno in prav, da pomislimo na ta svoj izvor, da piše na začetku: Gospod je ustvaril človeka po svoji podobi. Kakor piše apostol: ali ne veste, da ste tempelj Božji in da Božji duh prebiva v vas? In če kdo tempelj uničuje, bo njega uničil Bog. Tempelj Božji je namreč svet in takšni se vi. Z tega vidimo, kaj pomeni svetost. Pomeni mnogo reči, no
pomeni tudi nedotakljivost. V očeh začasne in minljive zgodovine so vse vojne obžalovanja vredna razsula in usmiljenja vredni porazi. In dostikrat, ali pa morda večinoma, jih tudi tako razumemo. Čeprav se namreč vojne običajno končujejo z zmago ene strani in s porazom druge strani, je vendar treba reči, da vojne ne prinašajo resničnih zmagovalcev, temveč samo večje ali manjše poražence. Tudi vsaka zmagovita stran namreč običajno utrpi določene izgube in je v tem pogledu tudi sama poraženec. Ali naj torej velja, da toliko žrtev in trpljenja, kot ga ena vojna prinese, toliko muk in gorja, toliko joka in solza, ne obrodi nobenega sadu in ostane brez koristi, je nemogoče, glede. Sam naš razum, naša pamet se temu upira in govori proti. V očeh presežne zgodovine, presežne, tista, ki gre malo preko tega, kar se sešteje, zračuna in vidi, so namreč tudi sadovi vonj povsem drugačni. Gospodova zagotovila ne dopuščajo o tem nobenega dvoma. In pravi tako, ali se ne prodaja 5 vrabcev za 2 novčiča in ne eden izmed njih ni pozabljen pred Bogom, pa tudi lasje na vaši glavi so vsi prešteti. Pa tudi posamezni dogodki, gledajte, vse, kar se zgodi, se na nek način zgodi po Božji volji. Na nek način, tudi če ne vemo. In tudi vsak dogodek je na nek način učitelj življenja. Nam daje odgovor na kakšno vprašanje, nam postavlja tudi kakšno vprašanje, na katerega poskusimo odgovoriti. Naj nas vedno spremlja lep Božji blagoslov in varstvo naše nebeške matere, danes tukaj naše svetogorske Kravice. Amen. Gospod Jezus, pomagaj, da bomo največjo zapoved ljubezni izvrševali z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. Gospod Jezus, razveseljuj starejše med nami, da bodo zaklad vere znali posredovati mlajšim. Gospod Jezus, prepreči s svojo milostjo, da bi starši ali drugi ljudje koga ovirali, ko se odloča za duhovniško službo ali redovniško življenje. Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo v trpečih bratih in sestrah vedno bolj gledali in ljubili Tebe. Gospod Jezus, pridi in nas obogati s svojo milostjo, da bomo spomnjevali Tvojo voljo in se veselili v Tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Brate in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvalo in čast svojim imenom, blago tudi nam vsej svoje svete cerkve.
Rapportati. Ni, no. Raz, o, zdrav. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje in vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehu. To delajte v moj spomin. vsega hudega, vsemogočni Oče, podari na miru naših dneh. Usmili nam pomagaj, da se bomo varvali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Trdi umiranje vodih popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Bratje in sestre, podajmo se roke, si zaželimo Božjega miru.
veke sveta. Gospod, nisem reden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in zdravljena moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Nebeški Oče, bili smo gostje pri mizi ljubezni in edinosti, naj svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primirno življenje med nami in z zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo. Po Kristusu, našem Gospodu.
sonce, tam so rože, kjer pa sonca ni, roža ne cveti. Tam sem jaz doma, kjer je sonce, kjer je vrt cvetoč, tam dom je moj. Tam sem jaz doma, kjer je sonce, kjer je vrt cvetoč, tam dom je moj. Kjer je veter, tam je pesem, kjer pa vetra ni, ni pojočih ptic. Tam sem jaz doma, kjer je veter, kjer lepo pojo, tam dom je moj. Tam sem jaz doma, kjer je veter, kjer lepo pojo, tam dom je moj. V zimskem snegu, v mrzlem vetru, najdeš toplo dlan, nisi nič več sam. Tam sem jaz doma, kjer po zimi najdeš toplo dlan, tam dom je moj. Tam sem jaz doma, kjer po zimi najdeš toplo dlan, tam dom je moj. Najdeš toplo dlan, tam dom je moj. Spoštovane, spoštovani. Pokojni predsednik Združenih držav Amerike Kennedy je zapisal: ne sprašuj se, kaj bo domovina storila zate. Vprašaj se raje, kaj sam lahko storiš zanjo. Veterani vojne za samostojno Slovenijo smo se skupaj z veliko večino prebivalcev pred 26 leti nismo spraševali, kaj lahko stori domovina za nas. Premišljeno, odločno in pogumno smo šli v bran domovine in prvič v zgodovini slovenstva v bran države. V tistem neponovljivem obdobju smo zastavili sve svoje sile, znanje, sposobnosti, hotenja, osebno srečo in tisto najbolj dragoceno, svoje življenje za svoboden, demokratičen in samostojen slovenski dom. Pred 26 leti nismo prelivali potokov človeške krvi, ker smo verjeli, da se domovine, svobode in demokracije ne brani zgolj s tanki, ampak s pogumom, voljo, znanjem, ponosom in človeškim dostojanstvom vseh, ki v te ideale verjamejo in tako delujejo. Vojna za samostojno Slovenijo je bila silovit in enoten odpor slovenskega naroda, ki je želel novo in boljšo prihodnost. Veterani vojne za samostojno Slovenijo se pa zavedamo, da smo v trenutkih stiske in preizkušnje lahko sprejemali prave odločitve tudi zaradi vseh posameznikov, skupin in generacij, ki so za svobodno domovino v dolgi zgodovini našega naroda zavestno darovali svojo ustvarjalnost, pravičnost, svoj pogum, odločnost
in požrtvovalnost, pa tudi svojo osamljenost, osebno srečo in svoje življenja. Vsem njim moramo nameniti našo skupno zahvalo, naše globoko spoštovanje in spomin. Zato, ker so dosežki in izkušnje zgodovine ščit domovine. Vsa slovenska preteklost je v različnih obdobjih različno prikazovana, pa tudi prekrojevana. Je pa takšna, kakršna je. Je pa naša in nas je ni treba biti sram, ne doma in ne v tujini. Naša generacija je zmagala pred 26 leti za slovensko domovino in državo. Bojevali in zmagovali smo za slovensko domovino, so pa tudi uporni kmetje, slovenski polki v prvi svetovni vojni, borci generala Maistra, tigrovci in slovenske partizanske enote v narodnooslobodilni vojni. Zato sprejemajmo vsa zgodovinska obdobja z vsemi dosežki, napakami, izgubami in pogubami. Zavedali se tega ali pa ne, v obdobju 1990-1991 smo Slovenijo dokončno postavili na zemljevid Evrope in sveta. V tistem obdobju smo v naših srcih nosili pesem goriškega slavčka Simona Gregorčiča, Ljubuj usodi. Ljubuj usodi, mož sam svoj bodi. Karkoli naj se te zgodi, usode, gospodar si ti. Si ti, če cel si mož in svoj in njen, Gospod ti boš. Usode ni, usoda svoja, to si ti. Naše skupne želje in dejanja so bila pogumna, kot je lahko le duša poštenega in dobro mislečega slovenskega človeka. Človeka, ki je bil in bo vedno pripravljen zastaviti svoj lastni obstoj za dom, družino in domovino. Spoštovane, spoštovani, danes smo tukaj na skrbjo prepojeni Sveti Gori pri maši za slovensko domovino. Prisotni smo verni in ateisti, vsi skupaj pa tisti, ki v duši dobro mislimo. Ne delimo se po političnih nazorih, obdobji slovenske zgodovine in osebnega sovraštva. Vabim vas, da z minuto molka počastimo spomin na vse tiste, ki so v dolgi zgodovini našega naroda za domovino darovali kri in življenja, pa tudi za vse preminule udeležence vseh vojn na našem slovenskem prostoru. Naj jim velja večna slava in hvala. V posebno čast mi je, da lahko monsinjorju dr. Juriju Bizeku izročim posebno darilo našega združenja v zahvalo za dosedanje zgledno sodelovanje.
Gospod s vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda.